To bo šlo v zgodovino kot največje trolanje v zgodovini. In seveda govorimo o WNBA in tem moškem. Njegovo ime je Enes, je igralec NBA. Visok je okoli 2 metra in prihaja iz Turčije ali nekaj takega. In odločil se je, da bo sam stopil v bran ženskam, ki nasprotujejo temu, da bi trans ženske igrale v njihovem športu. Presenečenje, presenečenje. To je naredil tako, da je trdil, da je ženska in da se bo prijavil na nabor za WNBA. Zadeva pa je postala še bolj sporna, saj so ga pravkar vrgli ven z dvojne NBA tekme, kjer je nosil to majico. Ženska, odrasla oseba, človek ženskega spola. In seveda tukaj ni nobenega trolanja. Poglejmo, kaj se je dejansko zgodilo na dogodku in razčlenimo celotno zgodbo. Čudovito je. Torej, kot pravijo, so Candace Freedom pravkar vrgli ven z WNBA tekme, potem ko se je igralka Chicago Sky poskušala spopasti z njim. Ob igrišču. In tik pred odmorom je bil to prizor v dvorani Wind Trust. Ko je Natasha Cloud zadela koš, je želela, da se njen glas sliši. Govorili smo o razpravah o ligi WNBA. Mislim, poglejte, če dejansko pogledate razliko v njegovi velikosti v primerjavi s temi ženskami, je težko verjeti, da bi bilo v redu ali sprejemljivo, da bi se takšen moški lahko potegoval z njimi. Ampak, poslušajte, tukaj se ni ustavil. To je postala cela zadeva. In ko rečem cela zadeva, mislim res cela zadeva. V redu, tukaj je dogodek, samo da veste. Natasha Cloud. In tik pred odmorom je bil to prizor v dvorani Wind Trust. Potem, ko je Natasha Cloud zadela koš, je želela, da se njen glas sliši. V redu, jezna, ta ženska je jezna in odstranijo, dobesedno odstranijo Enisa iz igre. Prav, znebijo se ga, potisnejo ga ven. In tukaj je intervju, prav, ki ga je Enes pred kratkim dal, kjer govori o tej stvari. In želim biti zelo jasna. Enes tega ne počne zaradi pozornosti. To počne, da bi podprl ženske v WNBA, ki si želijo tekmovati samo proti ženskam. In izpostavi zelo preprosto poanto. In sicer, zakaj sploh potrebujemo NBA in WNBA, če boste dovolili trans ženskam tekmovati v WNBA. Samo naredite en šport in bomo vsi tekmovali skupaj. Mislim, kakšna je potem razlika, kaj ne? In v WNBA pravzaprav ne vedo, kaj naj storijo glede tega. Povej čim bolj jasno. Postaviti bom vprašanje, na katerega bi po mojem mnenju radi odgovor slišali vsi v Ameriki. Pravzaprav mislim, da vsi na svetu. Ali si ženska? Naslednjo pomlad s svojim talentom bom in se pridružil WNBA. Ampak s tem boš eni ženski vzel priložnost. Po njihovih pravilih, če stopim na igrišče in se identificiram kot ženska, mi je dovoljeno igrati. In pripravljen sem igrati. To so pravila, ki so jih oni ustvarili. In hočeš ali nočeš, to imaš. Pojdi, tako je. To je tisti trenutek trolanja. On je dejansko izjavil, da to ni trolanje. In to je dogodek, ki je pripeljal do tega. Ljudje niso prav zadovoljni z njim. Ampak spet, on samo poskuša nekaj dokazati. In sicer to, da če rečem, da sem ženska, me to še ne naredi žensko. In dejstvo, da vi vidite biološke razlike, ne naredi tega nič manj absurdnega. Ne dotikam se ga, samo pravim, jebi se, bil si slab v ligi. You were sorry in the league. You wouldn't even do good in this league. Res verjamem, da mora biti to eden najbolj neverjetnih političnih trolerskih trenutkov v vsej zgodovini. Ker s tem, kar počne tukaj, sam dokazuje vse, kar je gibanje proti transpolim v športu ves čas trdilo. Tukaj piše, vedno so ženske, ki sovražijo druge ženske. Tukaj je, nosi majico, stoji pred ženskim straniščem na tekmi. Spet nosi majico. Tukaj je leta 2027 kot novi obraz WNBA. Moj prvi cilj bo spodbuditi vsako igralko in vsakega trenerja, da med igranjem državne himne stojijo z roko na srcu. Zdaj sem precej prepričana, da mi je to všeč, ker gre tukaj za domoljubje, zato da vse spomnimo, da smo za Ameriko, verjamemo v Ameriko, verjamemo v ženske in moške športe in nam ni treba verjeti v vse te ideološke izkrivljanja, ki so postala nekaj običajnega. Ampak tukaj je stvar, ne vem, ali je še vedno v NBA ali pa njegov čas v NBA že minil. Verjetno bi se morala o tem pozanimati in ugotoviti. Ampak ta moški veliko tvega s tem, kar počne. Veliko tvega. Seveda je to postalo nekakšen medijski trik in zdaj bo postal obraz gibanja proti transpolim v športu. In mislim, da je to čudovito, dobro zanj, zasluži si to, res je veliko naredil, ampak hkrati pa to lahko pomeni, da se ga nobena skupina, ki se boji politizacije, ne bo dotaknila. Ne pri sponzorstvih, ne pri tekmah.
Ne vem, če se bo lahko potem sploh še kdaj vrnil v NBA, če ga bodo sprejeli, ni jasno. In odločil se je, da bo šel do konca in branil ženske. In to mi je zelo všeč. Obožujem moškega, ki se zavzema za pravice žensk, ker so ravno ti moški, ne on, ampak moški, tisti, ki trdijo, da obstajajo ženske, ki poskušajo ukrasti te pravice ženskam. In na koncu dneva so poskušali narediti celotno gibanje trans žensk kot gibanje za trans pravice. Trans pravice. Ampak to je popolna in neposredna kršitev pravic žensk. In moški so tisti, ki lahko in bi morali braniti pravice žensk. Prav tako kot ženske, seveda. A lepo je videti moške, ki pravijo, vemo, da je naša naloga zaščititi te ženske. Smo dobri v svojih športih. One so dobre v svojih športih. Dovolimo jim to. Poskrbimo, da bodo varne. In on dela toliko dobrega za to. Mislim, poglejte to. Zdaj me zelo pozorno poslušajte. Do zdaj sem govoril z 2 nekdanjima igralcema NBA, 3 igralci G-lige in 3 evropskimi igralci. Vsi so povedali, da če WNBA ne bo spremenila pravil, smo pripravljeni pridružiti se gibanju in razmišljamo o tem, da bi se razglasili za ženske ter prijavili svoja imena na nabor WNBA leta 2027. Poslušajte me, NBA G-liga plačuje igralcem $45,000 na leto, medtem ko najboljše igralke WNBA zaslužijo $1,400,000. Ti moški bi lahko zaslužili dodatnih $1,355,000 na leto, če bi se samo identificirali kot ženske. Pravila so pravila. On ne popušča. Ta človek ne popušča. Potencialno si ustvaril začetek gibanja. Drugi bodo morda sledili tvojemu zgledu. Kakšen je tvoj nasvet? Veš, super je, da vodim, ampak eno stvar želim zelo jasno povedati. Mislim, da to, za kar se zavzemam jaz in za kar se zavzema moja kampanja, je drugačno od tega, kar počne katerikoli drug igralec. Kot sem že rekel, nisem tukaj, da bi se norčeval, posmehoval ali nespoštljivo obravnaval katerokoli skupino ali osebne odločitve. To, kar počnem, je več kot lovljenje klikov in pozornosti. Nočem, da se vse to spremeni v posmeh in tarčo norčevanja. Želim, da ljudje naše sporočilo jemljejo resno. Zato želim eno stvar zelo jasno povedati. Nisem povezan z nobenim drugim igralcem ali s tem, kar počnejo oni. To sporočilo je treba jemati bolj resno. V redu, mi se res ne popušča. In tukaj piše, imam idejo, zakaj pa ne bi kar združili NBA in WNBA? Če biologija ni več pomembna, zakaj sploh imeti ločene lige? Pravila so pravila. Vsak generalni direktor, VM, komisar v NBA, vsi pošiljajo sporočila vsakemu generalnemu direktorju, pa še vedno poskušajo ugotoviti, kaj je ženska. In dejansko imajo ta teden sestanek, to obstaja že 30 let. Torej pomisli, kako nespoštljivo je to. Ta izjava do vseh igralcev, ki so dejansko igrali v tej ligi skozi njeno zgodovino. Torej, če ne morejo definirati, kaj je ženska. Mislim, če tega ne morejo definirati, imajo prav. Imamo sodnico Vrhovnega sodišča, ker ne ve, kaj je ženska. Mimogrede, to je odličen intervju, zelo ga priporočam vsem. To je Enes, mimogrede. Piše, naj se začne prehod v WNBA. Naj svoboda igra. Mislim, to ni tip moškega, proti kateremu bi si ženska želela tekmovati. In spet, tukaj je, ko se prijavlja na nabor WNBA. No, zdaj je uradno, pravkar sem se prijavil na aprilski nabor WNBA leta 2027. Pridružite se mi na tej poti. Vlagajte v ženske, plačujte ženske, zaposlujte ženske. Linus Kantor Freedom se je odločil, da bo kandidiral za vstop v WNBA trenutno ne prepoveduje moškim, ki se identificirajo kot ženske, igranje v ligi. Bi popolnoma prevladoval v WNBA, ne da bi trenil z očesom. Številka 1 med talenti v zgodovini WNBA. Ne heca se, fantje. Spet se ne heca. Tukaj ga pospremijo z dogodka, ker so se ženske razjezile nanj. Poglejte, kako visok je, poglejte, kako ogromen je. Resnično je neverjeten moški, ker je to naredil. Vse je tvegal. Jaz sem popolnoma za to. Tukaj je celoten intervju, lahko si ga ogledate. Tukaj govorim o tem, da brani ženske. In moram reči, da če bo res igral v WNBA, bo to popolnoma spremenilo igro. Si lahko predstavljate, ne samo gledanost, ampak si predstavljate njega in Sophie Cunningham skupaj na tekmi proti njihovim tekmicam? Vse bo uničilo. In kot pravi, je to ponižujoče in žaljivo za vse ženske, ki so igrale. WNBA sploh ne ve, kaj je definicija ženske. Mislim, resno ljudje, dojemite že. To ni moški, ki se identificira kot ženska. To je to, pika. Preprosto, jasno, nič zapletenega.
Če vam je toliko mar za pravice transspolnih, potem naredite transligo in naj igrajo sami. Ne vem, če bo to kdo gledal in verjetno to ni dobra finančna odločitev, ampak nikoli ne veš. Naj bodo, ampak ne. Ne uničujte ženskih pravic zaradi svojih prebojenskih ideologij in Enis gre pri tem povsem do konca. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.